Stanko Filipič je bioenergetik, ki je pozdravil že ogromno ljudi. Še večjim je postavil pravo diagnozo. Nastopi takrat, ko uradna medicina odpove oziroma dvigne roke. Dal je že neštete intervjuje za slovensko televizijo. O njem so pisali članke v Slovenskih novicah in v drugih časopisih. Trenutno pa o njem snema dokumentarec ameriška televizija. Svojo ordinacijo v biotermah ima že 6 ali 7 let. Je upokojen policist, ki se sedaj ukvarja z zdravljenjem ljudi. K njemu prihajajo paciente iz cele Slovenije in iz drugih držav. Pozdravljeni, Stanko. Dober dan. Zdaj pa mi prosim povejte, kako je prišlo do tega, da ste dejansko začutili, da se lahko zdravite ljudi in kako dolgo se že ukvarjate s tem? Ja, zanimivo vprašanje. Jaz sem dejansko od malega že vedel za te stvari, da imam ta dar, temu se pravi dar. Eno je, kaj ti imaš dar, drugo pa, kaj se lahko naučiš. Tu sta dve stvari, moraš imeti dar in se naučite. Vse to je trajalo nekaj tam približno do 25-26 leta, ko mi je sin zbolel. Takrat mi je medicina v Ljubljani rekla, da imam fant epileptične napade in da bo potrebno zdravljenje. Jaz takrat nisem nobeno bioenergijo verjel, niti nisem vedel, zakaj se gre. In potem na pregovarjanje moje sestrične sem odšel v Maribor, kjer sem takrat spoznal Rosino Oblak. Njeni brat je pa bil prvi bioenergetik, ki me takrat bivša jugoslovanska oblast pustila bioenergiji pisati. In ko je Rosina delala na sinu, sem dejansko dobil občutek, da vse to ona dela, to jaz vem. Takrat ona meni je rekla, da imam te energije in da lahko sam začnem. Eni članki govorijo, da sem sina pozdravil. To ne drži. Aha. Tu bi vas rada vprašala, kako je s tem? Lahko zdravite vaše bližnje ali ne? Ne. Domačih ne morem zdraviti, niti jih ciljno in usmerjeno ne zdravim, ker to ne gre. In morajo vsi strogo obiskovati zdravnike in tak naprej. Dejansko delam pa z nihalom na njih, da energetsko polje šlihta, energijo dodane, ostalo pa nič. Temi se celo reče kot, ne nam rekli prekletstvo, ampak ne gre. Žal ne gre. Pozdravili ste že ogromno ljudi, mogoče na stotine. Če nam lahko poveste kakšno zanimivo zgodbo? Glejte, jaz bi rekel tak. Vsaki, ko se prije zdraviti, ima svojo zgodbo. Vsak prije z določeno vrsto težav, vendar tu moram povedati, vse tudi ne gre. Zgodbe so, bi rekel, tudi so zgodbe, ki so na nek način neprijetne. Zakaj bi bil prijetnih? Povedal eno neprijetno zgodbo. Bilo je menda 3 leta nazaj, ali pa 4 leta, ko je prišla k meni ena starejša gospa iz Prekmurja, sem terapijo naredil, me drugi dan poklicala, pravi, goljuf, lopov, cepec, ali mi celo, SMS mi napisala, prevarant, vse to, kaj delaš, je na veliko goljufanje. Tisti 20 € ali 30, koliko mi je dala takrat, mi jih je sama dala po svoji vesti, pravi, denar mi vrnite. Jaz sem potem takoj potisnil, ko se tej SMS dobil, sem napisal, spoštovana gospa, jaz sem probal za vas največ narediti, pa najbolj pošteno. Če vi mislite, da sem goljufal, je to vaše, jaz vas tega ne mislim izpodbijati. Povejte mi, kam vam naj vrnem denar. Koliko ne boste povedali vašega računa ali bilo kaj, bom ta denar odnesel na eno mesto. 2 dni je minilo, ženska ni več poklicala, jaz sem pa teh 30 € menda je bilo, sem vzel, sem šel v farno cerkev, sem šel do župnika, sem rekel, poslušaj me, ta denar ni moj, jaz ga nočem imeti, pa ga ne bom imel. In sem rekel, gledaj, to dan za cerkvene namene in sem to tudi naredil. Potem sem še imel en primer, taki tudi lani, ta bi bil zelo boleč. Ta bi bil zelo boleč, ta bi bil zares boleč, tu bi šlo za ene stvari, ko se energetsko polje ustvarja, potem me isto imel
za goljufa lopova, jaz sem takoj naslednji dan tisto, kaj mi je dal, tudi vrnil, ampak pozadje tega pa je bila ena zelo tragična zgodba, ki se je zgodila. Tu pa je bila karma potem, ker vem, da nisem bil kriv, pa nisem nič slabega, ampak on je pa sam te težave silil. To so taki dve zanimivi zgodbe, ampak ta pa je zelo boleča, pa niti ne bi hotel opisovati, kaj se je zgodilo. Ker, tako je. Jaz si želim, nisem goljufal nikdar, pa ne bom. Ker nimam tega interesa, pa niti potreba. No, ne glede na to, ko vam prihajajo ljudje oziroma pacijente z cele Slovenije, se pravi, dober glas, vse že, devet v vas, ne bi rekli. Tak da... Vse hodijo, se te vede, tudi iz tujine, tudi iz Chicaga, doktori. Mene so lani klicali, predlani so me klicali, da bi hodil, da bi šel dol v Arizono zdraviti. Sem rekel, glejte, letos se je zdravila z Vietnama, Švice. Sem rekel, jaz ne bom šel dol, jaz sem v Švico tu, v tej našem hotelu Bioterme, v Pelekije. Če hoče, kdo ne prije do mene, jaz ne bom šel nikam. Tudi, kaj se zdravljenja tiče, ne delam dosti, delam malo, kaj pa delam, pa prvo pošteno narediti. Rešim malo, pa pošteno, pa dobro. Vse pa tudi ne gre. Če si ne, ti se zmotam. Probaš ne več narediti najboljše, ampak včasih ne gre. So ene stvari, najtežje delati ALS, pa te po kapi, ko je 4-5 let nekdo prije k meni, tu ni nekih najboljših učinkov, so samo ni tisto, ne, ni. No, slišala sem, da pri ženskah zdravite tudi neplodnost, pa celo ste nekomu pomagali, zaljubite se. Ja, dobro. Kar se tiče neplodnosti, mislim, da od 25 jih je zdaj 18 ali 19 je rodilo, so pri tem. Letos mi je rodila 43-letna Celjanka na spomlad, ki je prišla pred 2 letoma samo na 4 terapije, na 5 več ni htela priti, ker pravi, da je to brez veze, njeni mož je pa ima enostavno firmo, hvala Bogu je po naravni poti mi zanosila. Potem zdaj tudi imam v Sloveniji nekoga iz medicine na samem vrhu, ko bo v kratkem rodila in je tudi stara čez 40 let. Potem še spet nekde iz medicine, ki se pripravlja, tako da se tu ni gleda važna medicina ali bilo kaj, gledajte, človek je človek, ima ime, ima priimek, ima bivališče, pa pač poklic, ki se zviče, vse ostalo pa gledajte, vsa energetska polnik isto deluje, tako da nema veze, ki si nekaj misля, zdaj pa doktor nekaj, ne, doktor se svojega navča, isto ima frekvenco, ima vse, to je to. No povejte, na kaj ste v življenju najbolj ponosni, ali kaj je vaš največji dosežek? Kako mislite? Moj največji dosežek je to, ko so mi deca zrasli, ko so se osamosvojili, ko imajo družine, ko so pošteni, pošteno delajo in da grejo naprej. To je dosežek, pa ni živo. Dobene materialne stvari poslušate, pa ni živo. Na otroka sem ponosen, pa na ženo, ki me prenaša. No, ste dali že ogromno intervjujev za slovensko televizijo, o vas ste pisali članke v različnih slovenskih časopisih. Kako prenašate to medijsko pozornost? Glejte, meni samem se neke medijske pozornosti ne gre, pravim, ker tudi če si ti v ne vem kakem zakotnem kraju notri, ljudje te najdejo pa te samo na podlagi tega, da rečejo, je dober, ni dober, stvar deluje ali ne deluje. No, to bi tudi vprašala. Zdaj je spremenilo mnenje domačinov glede vašega zdravljenja. Niso tako skeptični, kot nekoč bili. Ja, gledajte, vse to je samoumevno. Ko ti začneš delati, ko sem začel delati, ogromno je bilo posmeha z mene, raznih nadolcevanj, vendar, če si ti vztrajen, če veš, kaj delaš, če greš po eni trnovi poti, gledajte, se s tem 30 let bavim. Pa še danes dostikrat moram razmisliti, kaj bom naredil, kako naredil. In ko ti začneš ene dosežke dobivati. In veste, zmagaš takrat, ko hodijo domači k tebi, takrat si zmaga. In to zdaj zadnjih par let se meni zgodilo, na to sem pa zelo ponosen. Tudi na to. Ker vse ti ne dokažeš, kak si močen. Še ne, nisi močen. Ampak dokažeš, da na nek način pač v tej mali naši Pelekiji, ki živimo, pač probaš nekaj malega prispevati še, da bi tudi naše življenje boljše teklo. Ni drugo, 7 let ni in gledajte, slejko prej bomo vsi šli. Eden za drugim bomo šli, vse to bo ostalo, gledajte, materialne dobrine ostane, vse to ostane. In potem, ko mi odidemo, neče jih potem v pol ure tudi zapravili pa spuca. 2 rodova pripravita, 3 zapravi in tako se vrti svet. Tako da, gledajte, bolj se gre tu, da mi tu živimo, tu smo, v tem cajtu smo in pač na tej naši mali Pelekiji.
probamo si tako narediti, da bomo čim boljše živeli, da bomo med sobe neko razumevanje imeli, pa da bomo preživeli. Hvala lepa, Stanko, za vaše odgovore. Nasvidenje. Lepa hvala. Glede Andreja. Lani enega tipa, Andreja, super punca. Dolgoletna osebna kolega, smo prijatelja, smo face punca. Ena izmed redkih novinark, ki je res tista prava novinarka, ko imamo različne pristope in je punca zelo širokega obzorja na vseh področjih. Se znajde, ve se. In čisto osebno smo prijatelja, smo mene samo zove čuj Stanko, poslušaj, mama je v bolnici, face je bolana, kaj je to in to. Se boste vi koje vrnili, se rekel Andreja, nega na vole, jaz pa letim v Ljubljano gor, pravi, mami noter nekak ne moreš, ali kaj se je zgodilo, se rekel Andreja, nega na vole, sva se mi da ob enih dobilo pri hoteli Sloni ali Levi, ki smo se dobilo, se rekel Andreja, veš, da mu za to mater vse nareda, kar je tudi res, sem preletel gor eno žlico, pogno to vse nareda, se rekel Andreja, daj ti to žlico mater dobili, pa mu videla, kaj ste je bilo tako čisto noče. Ja. To je bila že moja 4. operacija, pravzaprav, ker bolezen se je začela leta 12 in januarja je to bilo tole dogajanje in hčerka je takrat prinesla to zvito žlico, lahko jo tudi bolj pokažem. Jaz sem si to dajala in nekako sem, bi rekla, tisti čas zelo nekako mirno v bolnici prestala in čutila sem to energijo precej, dvakrat na dan sem si dala ne vem kako, po 5 minut je bilo, ne? Ja, po 5 minut. Ja, in dejansko sem čutila, sem se zelo nekako pomogla. Kar se tega, torej, seveda pa sem šla domov s časoma in tako to uporabljam še vedno. Doma, včasih tudi dalj časa imam to pri sebi, se to sem Stanko to vprašala, če lahko, ne? Ker nekako začutam, si jo položim, kjer me recimo mogoče kaj boli in tako. In zadeva deluje, moram reči, zadeva deluje. Zdaj sem se tukaj znajdla, mi je bilo zelo interesantno iti v bioterme, ker sem tudi vedela, da gospod Stanko tle deluje, ker jaz ga prej osebno nisem poznala, ne. No, morda še to, da ne pozabim. Vmes, v tem času od januarja pa nekje v maju se je zgodilo, da sem bila čist, bi rekla, zaprla se stoma, jaz imam stomo, ni se ne odvajala, bruhala sem in tako naprej. In takrat je tu hčerka prosila, če lahko Stanko nadaljavo deluje. In dejansko, jaz sem bila že tako izčrpana, tisto bruhanje je bilo ne vem koliko ur, ampak po noči se zadeva, stoma se je odprla. Po tistem, ko je mene klicala? Ja, po tistem stoma se je odprla, vse se je izčistilo, jaz sem bila drugi dan v redu, se spomniš, Vojko? Tako da te stvari absolutno delujejo, ta energija je izredno močna. In seveda takrat, ko si v takem stanju, kaj drugega, da pokličeš nekoga, ki pozna nekoga, ki bi lahko to uredil. Pač jaz imam to srečo, da se hčerka pač s tem ukvarja, piše članke o teh alternativnih zdraviteljih in tako. In evo ti, zdaj smo koristno uporabljali te vavčarje, se znajdli tukaj in delamo, sicer moj mož je bolj, zgleda, da je bolj potrebno, da preko njega dela, to že Stanko, vi veste zakaj, ne? No in en dan sem bila malo tako zrušena, sem videla, da deluje, je bila reakcija, ampak sem pa pred se začutila tako, da sem šla zvečer malo na sprehod po, da je telo zelo gibljivo, lahko, sklepi tudi zjutraj, ko malo takole potelovadim v postelji in tako naprej, vse nekako lažje tečejo, Zdaj pa, glede na to, ker sem jaz sem kar v tej zadnji fazi, bi rekla, vsaj kar se medicine tiče. Po moje ne. Ja, po vaši ne, ampak gledajte, bomo videli, ne vemo kako, ker zdaj mi bomo videli, ker oni mi bojo še enkrat predlagali sevanje, Čeprav me tisto sevanje totalno zrušalo. Koliko ste vi zdaj imeli sevanje? 12. 12. In takrat so se pa vse te fistule naredile, zaradi katerih sem jaz dobila nefrostome, In skratka, bilo je zelo tako. In zdaj, jaz sem v tej fazi, ko oni počasi
kar se tiče operativno zdravljenja. Itak ne pride več upoštev, lahko pride še kaj v zvezi z onkologijo, a ne? Ampak oni me smatrajo po medicinski tem, kako oni to peljajo, da sem v paliativni oskrbi. Po klasifikaciji ni. Ja, po njihovi klasifikaciji sem jaz v bistvu v paliativni oskrbi. Odpisani. Ja, Odzdravljeni. ampak zaenkrat še funkcioniram, normalno v gospodinjstvo rihtam in tako da, glejte, funkcioniram in mozak mi še zmeraj dela in tako. Čeprav zdaj me malo skrbi, ko bom prišla domov, čakam na to pošto, kaj mi bodo predlagali in takrat moram seveda opreti se, moram nase, umiriti se in tako naprej in si reči, ali se gre še to, ali se ne gre. Jaz sem vam doma, ni Andreja rekla, da vam te meritve doma naredila. Jaz se so Andreja predstavila, ona je predstavila. Ja, ona je to potem predstavila, ampak eno vprašanje v zvezi s tem. Mi smo v 10. nadstropju, mi je bilo želivo, kako te silnice, te energije, ki sigurno so povezane tudi z drugimi stanovanji in tako naprej, kako je s tem? Najbolje vete tak, če je v tem bloku VT, ponavadi je bilo tak, ena cela linija blok je bila bolona včasih. Ena cela linija, samo leva linija bolona. To pomeni, da severne grejo iz spodaj gor. Če pa od gori dol grejo točkovno, znači od visokofrekvenčnih oddajnikov ali bilo kakšno elektromagnetno severne, se to še nam reka, pa neki od raznih radarov, pa vsega vrega, kaj noter tega. Če bi mi zdaj to videli, kaj tu noter imamo, mi sploh iti ne bi mogli, tako je to mreža vsega tu prepleteno. In kaj mislite, če to tako prepleteno, kaj te z našimi možgani dela pa to? Vete, kakve vibracije so noter, kaj naši možgani morajo prenašati. Lepo, če pa je tu ta severne, da še sedi vedno na eni točki, ves čas je cela linija bolj zbolela. In tudi, če je od spodaj gor, potem bi tista linija, ki ste vi tudi mogli biti, če pa od gori dol meča, potem pa ni mus, potem pa je to razpršeno točke. Tu so točke, ne. Tako da zdaj bloki, če vi pogledate, če so na vaši strani mogoče ljudje bili ista stran balona, te pa jim pa tudi spaj gor leti. Veste kaj, gledajte, to, ko zdaj prime. Veste, če je tu poanta? Železo se začne nekje topiti pri 1200-1400 stopinjah. In ko se železo stopi, ko se začne spajati, na sebe vleče vse informacije. Je tak. Vse. Ne samo tisto, ampak vse drugo. In potem jaz, sicer tako noter imate članek od ten zdravilecki, ker vi vidite 7 liter naslov. In potem jaz, ko to delam, jaz zdaj začnem biopolje tega materijala čistiti in vse te negativne informacije, ki so prišle noter v času, ko se ta žlica je šla iz tekočega v trdno stanje, jaz to spucam ven. Zato tam pravi, da se bi železo ne bi pri 20 stopinjah topilo. In tam ona se samo začne topiti, gledajte, vidite. In tam se to besedno pa ta gremo, čisto se zmešča, vidite. To se vidi, da se stopilo. Zdaj pa gledajte, v čem je tu poanta? Tudi, ko jaz na osebi, na ljudeh delam, ali živalih. Zdaj sem zadnji enega pesa zdrava, zelo uspešno, svojega žal nemren, ker ide za poškodbo. Pa še ena stvar, lahko zapišete, svojih domačih ne morem zdraviti, ker žal ne gre. In to je za domače, je samo medicina, pa ni še druge. To bom jaz vas vprašala potem, je njihovo vprašanje. To je to žlica, gledajte. Tu je zdaj notri približno 1 milijon enot energije in potem to žlico si delate gor tam, ki vas kaj boli. Lahko sem pa ta žlica tudi nakodiral, da se notri direktno vnese tisto, kar jaz zdravim in potem ona tudi direktno zdravi. Izvoli. Hvala. Glejte, prvi ta žlica zdaj za vas nareta. Hvala. Tu je notri 1 milijon enot energije. S to žlico boste se zdravili. Zdaj, če slučajno imate kakšne bolezni, potem lahko nohov povete, pa jaz noti skodiram, če pa nič, pa vam jaz skodiram tiste osnovne stvari, pa osnovne samo. Osnovne stvari, ja. Te pa dajmo. Evo, dajmo tak. Naj se ta žlica napolni s pozitivno energijo, ko bo svetlane zdravila imunski sistem. Pozitivno energijo nabira do optimalne meje, vendar ne več 9000 enot pozitivne energije. Maksimalno iz telesa ostane stres, depresijo, napetost, čustvene vzorce, travme,
to odstranjevalo, potem vse bolečine, potem če kje god ima energetsko polje zrušeno, da se to spostavi ravnovesje, to za čim boljšo delovanje v šoli, dobre učiteljice. Pa za mir, pa srečo Svetlane, pa njene družine. Hvala lepa. Tako nekaj to vidi. Če pa še bi zdaj bilo kakšno, rečemo, da bi vi imeli kakšno poškodbo, da vas je noga bolelo, da vas koleno bolelo, potem bi še pa zraven navodila, ne se to. Tako da zdaj bom to dala Lahko, na 5 glavo. 5 minute pa mora biti 2 metra, 2 so daljena vseh kilonov. Vsi od mene oddaljene. Od žlice vsi, ker je tako močno sevanje. Znači, če imate žlico doma, potem morate nekaj imeti, ki ne bodo v bližini prišli deca pa vi, da bi dolgo bili, ker potem pride lahko do napetosti, pa do bruhanja, pa do tega.